Jaz sem Urška Moravec, hodim v prvi letnik srednje šole Ptuj. Sem smer avtokaroserista. Ful se lahko naučim, zelo fajn mi je. Najtežji del poklica je, da včasih je odvisno, kdo te bo sprejel, kdo pa ne. Najboljši trenutek je bil, ko sem se nekaj ful novega naučila. Presenetilo me je kar veliko stvari od avtov, ki še prvič vidim v življenju. No, zelo so šokirani, tudi mislijo, da hodim na oblikovalno ali pa na frizersko, ker tudi je odvisno, kako se obnašaš ti in veliko ljudi pač misli, da hodim na oblikovalno. Naprimer, jaz bi rekla, vsak poklic je za ženske in za fante, tako naprimer ženske smo baje vedno v kuhinji, ampak jaz načeloma nočem biti, ker nočem kuhala, ampak rajši sem pri avtu. Rajši bolj moški naj kuhajo, zato. Ne vem, ful smo šokirani vsi, ampak vsak poklic je za vse. 10. leta sem z avtom šla malo na kole, pa smo videla en ful dobri Audi, pa mi je vedno govoril, da ima, ne vem, 5000 konjev in mi je bilo ful zanimivo, kako da on to ve. Mene tudi to zanima, kaj ima noter, zakaj tako kruži, zakaj vse. In od tistega leta sem začela tudi zbirati avte, tako nasploh, in mi je bilo ful zanimivo, pa sem bila tako, veš kaj, jaz sem šla na ta poklic. Taka te pride? No, izgubila bi voljo, ker vem, da po 40 letih jaz hočem zbuditi. Ja, to v službo grem, ne pa da se jaz zbudim, pa nočem iti v službo tako kot večinoma ljudi. Zato jaz reči to šolam, kar me veseli in zato se bi tudi mnogi drugi ljudi. Pa 9. razredu bi jaz vedela, če te to zanima ta smer, pojdi, ker kaj imaš za zgubiti in če te res to zanima, kaj še čakaš? Boljše je, da greš, kot pa da nekaj, ki te ne zanima, naprimer gimnazija, frizerska, pa nekaj takega. Boljše je, da nekaj greš, kaj tebe zanima, ne kaj tvojih staršev pa tvojih trendov. Ne bi rekla, da niso ženske za ta poklic, ali pa da niso samo za kuhno, ali pa kar to sploh ni res, ker veliko moških tudi zna dobro kuhati in jaz to vem. Zato ni taki problem, ali pa zamazana se vse, lahko imamo zamazano, ampak če nas to zanima, bomo to delali. O sebi sem izvedela, ker se lahko ful dosti naučim. Včasih tudi rečejo, da so ženske tudi kar boljše v avtu, ampak večinoma fantov ne bi to rekla. Večinoma fantov bi rekel, ja, ženske so za kuhno, ampak jaz tega ne bi rekla. Ženske imamo lahko zamazano roko. Vse imamo lahko zamazano, ampak če nas to zanima, bomo šle in bomo delali. Samo za fante ali pa samo za ženske. Mora biti tudi neki poklici, ki so za oba. Pač to ne moreš narediti, ja. Ženske morajo iti samo frizersko, ženske morajo iti gimnazijo, ne vem, na faks, na oblikovalno, ker fantje tega ne vejo. Fantje pa vedno morajo biti pri avtih, to glih ni fair, ne. Za ženske bolj lahko vidimo barve, naprimer, kot roza ni samo roza, ampak je bolj svetlejša roza ali pa malo temnejša roza. Pa jaz bi rekla, da tudi ženske tudi ful dobre dizajne znamo narisati. To bi rekla za znanost, pa za veliko izkušenj in
tako veliko zanimanja ali pa veliko interesa moraš to imeti. Za avtoservisera so bolj tako mašine, pa tako jaz ne bi se glih spoznavala na to. In jaz bi bolj rekla, da bi se bolj spoznala na barvo, ker pač, ne vem, rajši sem barvala nekaj ali pa nekaj delala, zato mi je bilo ful fajn, ampak zato ti v to smer hodim za avtoservis. Jaz delam, kaj meni paše, to je moje življenje. No, mene je bilo na začetku ful strah, ampak čez čas sem opazila, da sploh ni nič strašnega tu, da niti tako težke snovi niso, kar se lahko zelo hitro naučiš. In še zdaj jaz vem, kaj sem se sama sebe naučila in boljše mi gre kot v osnovni, zato jaz nimam problema. Torej, fantje so mi malo pomagali, če kaj nisem mogla dvigniti, so mi takoj prišli pomagati. Da sem jaz izvedela, kako se odbijač za odspredaj, torej odspredji avta, kot je, in ko je še tablica zraven, kako se to gor pritrdi in kako se to dol da. Meni je bilo to ful zanimivo, da sploh nisem vedela, kako se to sploh dol da, če se sploh dol da. To je bilo ful zanimivo. Včasih imam prednost, včasih pa ne. Odvisno od ljudi in odvisno je, kje si. To še razmišljam za svoje podjetje, torej čez 10 let bi si jaz takoj predelala avto, ker to je najbolj zanimivo, pa vem, da bi moj ata bil najbolj ponosen na mene.